Trdim, da je potrebno znati na pamet zelo malo formul, ker ostale se lahko zlahka izpeljemo. Na primer, pogledamo tukaj, imamo adicijske izreke. Te bi veljalo jih znati na pamet. Vendar nima smisla se naučiti na pamet tudi formule za dvojne in polovične kote, ker jih zelo zlahka dobimo. Poglejmo hitro tangens od 2α. Torej, 2α je alfa plus alfa, torej tukaj namesto beta imamo spet alfa. Tangens alfa plus tangens alfa je 2 tangens alfa. Ulomljeno 1 minus tangens alfa krat tangens alfa je tangens na drugo alfa. Sedaj pogledamo sinus od 2α, torej alfa plus alfa je sinus, gremo po formuli, sinus alfa cosinus alfa plus cosinus alfa sinus alfa. Ta dva člena sta enaka, ker vrstni red množenja ni važen, sinus alfa krat cosinus alfa, torej imamo dvakrat to. Ta člen je 2 sinus alfa cosinus alfa. Zdaj bomo dobili nekaj zanimivega za cosinus. Cosinus od 2α. Gremo po formuli, cosinus alfa minus sinus alfa. In torej to lahko napišemo kot cosinus alfa krat cosinus alfa, napišemo cosinus na drugo alfa minus sinus na drugo alfa. Torej si lahko držimo to obliko ali pa jo napišemo na nek drug način. Zdaj vidimo zakaj. Rabimo osnovne zveze. Torej, tista, da sinus na drugo alfa plus cosinus na drugo alfa je enako 1. In torej, tukaj namesto cosinus na drugo alfa lahko napišem 1 minus sinus na drugo alfa. Tukaj, potem minus sinus na drugo alfa. In z druge strani tukaj prepišem cosinus na drugo alfa minus in sedaj namesto sinus na drugo alfa lahko napišem 1 minus cosinus na drugo alfa. Sedaj imamo 1 minus sinus na drugo alfa minus sinus na drugo alfa je minus 2 sinus na drugo alfa. Tukaj, če odpravimo oklepaj, imamo minus 1 plus cosinus na drugo alfa. Cosinus na drugo alfa plus cosinus na drugo alfa je 2 cosinus na drugo alfa. Potem minus 1. Tako imamo še ti dve obliki. Zakaj sta važni? Ker nam rabita zato, da izpeljemo sinus cosinus polovičnega kota. Opazite, da vse to je bilo enako cosinus od 2α. Torej, če tukaj imamo 2α, tukaj imamo alfa, ta kot je dvojni od teh. Torej, tega cos 2α lahko napišemo kot cosinus x. Tukaj pa bomo imeli x polovic. Torej, rabimo to 1 minus 2 sinus na drugo od x polovic. Hočemo dobiti ta sinus od x polovic, damo ta člen na drugo stran in tega na to stran. 2 sinus na drugo x polovic je enako 1 plus cosinus x. Sedaj lahko delimo z 2. In potem tako imamo sinus na drugo, mi hočemo sinus in torej bomo napravili še kvadratni koren. Sinus od x polovic je enako, in pred kvadratnim korenom damo plus minus. Plus minus koren od 1 plus cos x polovic. Sedaj, ker smo napisali formulo na splošno, smo dali plus ali minus od spredaj, pred korenom. Če mi znamo, v katerem kvadrantu je kot, lahko napišemo pravilno ali plus ali minus za tisti slučaj. Smo komaj rabili to obliko, sedaj rabimo ostalo obliko. Torej, cosinus x, ki je bil ta 2α, je enako 2 cosinus na drugo od x polovic minus 1. Lahko tudi izoliramo na desni, ne samo ta minus 1 na drugo stran, in postane plus 1, tukaj prej smo napisali 1 plus cos x, zdaj imamo
Ja, tukaj je bil minus. Kosinus x nesem na drugo stran, tukaj je bil minus. Je bila ena majhna napaka. Sedaj, torej, nesem ta minus 1 na drugo stran, bo imel 1 plus kosinus x je enako 2 kosinus na drugo x polovic. Sedaj, za kosinus na drugo x polovic delimo z 2 in potem naredimo še kvadratni koren. Kosinus x polovic je enako plus minus kvadratni koren od 1 plus cos x ulomljeno 2. In tako lahko dobimo tudi tangens x polovic. Kako? Da delimo sinus s kosinusom. Tangens x polovic je enako, torej ta izraz plus minus koren od tega, ulomljeno plus minus koren od tega, damo vse pod enim samim korenom, napišemo plus minus koren od 1 minus cos x polovic ulomljeno 1 plus cos x polovic. Te polovice lahko grejo proč. Imamo plus minus koren od 1 minus cos x ulomljeno 1 plus cos x. Tako smo vse dobili z prehodi, ki niso pretežki. Prosim, všečkajte in vpište se. Hvala.